Na 13. domoznanskem večeru prejšnjo sredo v knjižnici Medvode so predstavili le del velike domoznanske zbirke digitaliziranih razglednic knjižnice Medvode. No, iz precej velike zbirke, ki jo knjižnica Medvode ima, smo vseeno naredili skupaj en izbor takih razglednic, ki nekako povežejo zgodovino s sedanjostjo. Torej, gre za objekte, ki so nam še sedaj dobro znani, pa ni več tiste prvotne dejavnosti v teh objektih, ali pa gre za objekte, ki spominjajo na dejavnost ali pa prikazujejo dejavnost, ki bi jo v sedanjem času zopet radi obudili. Recimo, gre za objekte, kjer so bile gostilne včasih, pa jih sedaj ni, ali pa so v nekaterih še, ali pa gre za kakšne kopalne objekte, to se pravi kopanje v samem centru Medvod, ki ga seveda tudi z današnjim obujanjem kopališča v Goričanah zopet poskušamo dati v prvi plan. Torej, tiste, ki nekako prikazujejo aktualne stvari, še danes aktualne. Med slednje sodi niz fotografij in razglednic, ki Medvode prikazujejo kot znan izletniško-kopališki kraj. V celotni predstavitvi starih razglednic so aktivno sodelovali tudi udeleženci domoznanskega večera, ki so obujali spomine na prikazane objekte. Kar se zgodovine tiče, pravijo, zgodovino je treba poznati, da se lahko iz nekaj naučimo. In to drži tudi pri pregledovanju starih razglednic. Torej, govorijo o objektih, o lokacijah, kjer se je določena turistična dejavnost dogajala, pa se je zaradi bodisi vojnih vihar, bodisi socializma, bodisi zaradi kakršnih drugih koli stvari opustila, pa nam mogoče sedaj zopet prihajajo te lokacije v prvi plan in zakaj ne bi nekako to mrežo, ki je nekdaj funkcionirala, probali prenesti tudi v sedanjost, pa tudi dogodke oziroma dejavnosti nekako samo obuditi, ne pa na novo odkrivati tople vode. Voditelj domoznanskega večera Jure Galičič je stare razglednice obravnaval predvsem iz vidika razvoja trajnostnega turizma. No, meni je predvsem škoda, da v samem središču Medvod ni več kopališča. Jaz moram reči, da napredek turizma in razcvet turizma v Medvodah absolutno povezujem z vodo, imamo jo že v imenu navsezadnje in je res škoda, da se samo vodo v samem centru ne dogaja več. In pa zelo moram reči, da mi je tudi spet iz turističnega vidika zelo škoda dvorca Lazarini oziroma v Valburgi Lazarinijeve graščine, kajti če bi bil ta objekt obnovljen, v funkciji, v rabi, bi bil lahko to dalečno okolje in zelo tak reprezentativnih objektov za prenočitve, ki jih v Medvodah, vsaj v taki večjem oziru precej rabimo, tako da zagotovo ta dva. Prireditev je spadala v sklop Tedna slovenskih splošnih knjižnic.